must say that Maribor does good. It's modest, it's small, and I think it's good. It's not too much spectacle, it's not too much cheap entertainment. I think they went for a clear decision. I think they do well. I like very much the idea of cultural capital. As I understand this idea, this is two-way road. Not only to bring the possibility to bring something to local area, but mobilize the local possibilities, the potential of the local artists to present their artworks, their ideas, their expectations about future to another places and cities. Vous êtes le fondateur, l'initiateur du concept de capitale européenne de la culture. Pouvez-vous expliquer la notion? C'est une notion simple, vous savez. Avec Mélina Mercouri, qui était ministre de la Culture en 1984, nous avons proposé que chaque année, une ville d'Europe soit la capitale culturelle. Nous espérions que vers cette ville afflueraient les spectacles, les artistes, les expositions. Mais nous ne pensions pas que cette idée aurait un tel succès. Et quand on voit ce qui se passe à Maribor, on est émerveillé. Cette petite idée que nous avons lancée il y a 25 ans a fleuri maintenant à travers toute l'Europe. Il n'y a pas un modèle unique. Chacun trouve son style. Et Maribor a trouvé son style. Et je pense d'ailleurs que lorsque vous baisserez le rideau dans quelques semaines, la capitale européenne continuera. Il y aura des prolongements, il y aura de nouvelles initiatives. Et Maribor sera une ville rayonnante et mieux connue de tous les Européens. Dober večer. Amerika naj bi bila dežela prihodnosti za tiste, ki jih dolgočasi historična ropotarnica stare Evrope. A dolgčas Evrope je zelo intriganten. Naslov kulturne prestolnice Evrope od leta 1985 kroži po mestih stare celine. Leto 2012 je mariborsko leto. Njegov notranji dinamizem, potencialnost in ustvarjalnost v tokratni oddaji. Mesto ob Dravi je gostilo vodilna imena z različnih področij delovanja, med njimi šahovskega velemojstra Garija Kasparova in Cvetana Todorova, teoretika iz Bolgarije, ki se deklarira kot zgodovinar in esejist. Večino svojega življenja je preživel v Franciji ter pomemben segment dela posvetil literarni teoriji in semiotiki, ruskim formalistom in strukturalizmu. Pa kuratorja in teoretika sodobne umetnosti, filozofa Borisa Grojsa. Can you give a comment on the Althusserian thesis that what the art gives us to see is basically the ideology the art is caught in? Yes, there is no non-political art. To be non-political, I mean programmatically non-political, does mean also take some political choices. And important choices, yeah. And so there is a kind of homology between artistic space and political space in general. Maribor holds the title of European Capital of Culture of this year. What's your opinion on this kind of European projects? Well, I love it, yeah. I love it also because it's temporary. So one day this capital, next day, maybe next year it's another capital. So it's not like early, yeah? The same city is always capital. Yeah? It's kind of changing, and everything, the flow, capital also in flow. Yeah, I think it reflects the general condition of contemporaneity. So it is a capital, but it is a capital on a temporary basis. It is capital now, what wasn't before, it will not be next moment. I think it's very good. I like it. But tell us something. If Russian politics under Putin would be a chess game, I mean, where is the Russian opposition now? Is it still in the phase of opening? Are we anywhere
close, near the middle game, or not yet? I would be very cautious to compare Russian politics, or whatever you name Russian politics, with the game of chess. Because in chess, we have fixed rules and unpredictable results. In Russian politics, it's exactly the opposite. When I started in 2005, if you insist me to give chess assessment, so it was a situation where your king is under threat of being mated in one. You don't have luxury of thinking about strategy, what I will do in the end game, how can I improve my pawn structure, how I take control of the center. It's about survival. So the entire strategy of the opposition, from my perspective, was to survive, and just to keep going. And we did. We're still here. Projekt 12 je tematiziral prihodnost in preizpraševal tisto, kar je bilo in kar je. Njegov rezultat je zbirka 13 knjižnih naslovov. Moj uredniški moto tega bi bil, da smo želeli ustvariti en velik in močen vrtinec vseh teh umetniških energij, vsega tega ustvarjanja, čim več različnih avtorjev, čim bolj pestrih avtorjev. In mislim, da nam je to uspelo, da smo uspeli v Maribor pripeljati 12 tako velikih imen, ki so Mariboru z področja kulture, ne samo Mariboru, tudi celi Sloveniji z področja kulture zelo veliko prinesli. Ideja je bila, da bi z različnimi pogledi na kulturo, z različnimi pogledi na umetnost, družbo prikazali oziroma dvignili tudi samo ustvarjalnost v Mariboru. Terminal 12 je programski sklop, ki deluje na vseh umetniških področjih in na ta način je bilo seveda zelo težko povezovati izjemno različne, raznorodne vsebine pod skupni imenovalec. Vseeno smo pa poskušali izločiti neko os tega programa, ki bi preizpraševala vprašanja prihodnosti, utopij, tako umetniških kot socialnih, in ki bi nek način iz Maribora delala neko platformo, nek poligon za tovrstna razmišljanja. Do teh artikulacij je prihajalo na različnih nivojih in zvrsteh, od poznanega, zelo uspelega cikla gledaliških predstav Odr med nebom in zemljo, kjer smo poskušali pritegniti tiste umetniške prakse, ki kažejo na nek način neke mejne področje gledališke umetnosti in nakazujejo pot naprej. Projekt Arhitekturna inteligenca 2112, ki je bil predstavljen tudi v okviru Beneškega bienala in je tematiziral utopične urbane zasnutke Maribora čez 100 let. Skratka, gre za cikel nekih dogodkov, ki poskušajo z neko vehemenco na mednarodno relevantni ravni v Mariboru ustvarjati nek določen diskurs. Kam meri trenutek tega časa? Če naj iz produkcije Kulturne prestolnice vzamemo sledi, ki nakazujejo, kako se je projekt mislil, se ustavimo ob pričah in akterjih naslova Gardenia skupine Le Ballet de la B pod vodstvom Vanesse van Durme, ki je ustvarila izjemno predstavo, transvestitski kabaret, šov v natančno strukturiranih slikah, ki definira različne vidike iluzije igralskega poklica. Kodificirano življenje umetnika in staranje je bolj kot transseksualnost in boj s predsodki v središču uspešnice evropskih gledališč. For me, Gardenia is about love, about loving each other, about getting old, of course, and dignity, but about love and respect each other and accept each other the way they are. That's for me Gardenia. I was on the theater school, and then I started my career in my hometown, Ghent in Belgium, and then I left everything for my transsexuality.
And I came back in the theater in my 40s. So, but with success, I'm happy. Z Vojno in mirom in igralskim ansamblom Hrvaškega narodnega teatra se je v Maribor vrnil Tomaž Pandur. Polifono kompozicijo Tolstojevega romana je speljal v gledališko fresko z značilnim Pandurjevim podpisom. Gre za odrski izris aristokratskega kroga izobražencev, iz katerega so izšli kasnejši dekabristi, ki so nastopili proti carizmu in ki so tako zelo zanimali Tolstoja. Kažu da je očev Diljevik, ko se vratio sa školovanja u Parizu. Med velikimi teksti, ki se jih v svoji karieri nenehno lotevate, ste tokrat izbrali Vojno in mir, roman epopejo. Zakaj Tolstoj? Tolstoj je veličasten in jaz sem se zelo dolgo časa ukvarjal z mislijo. In kako se lotiti Tolstoja, ker v našem življenju v teatru velja, da tisti, ki dela Dostojevskega, se ne ukvarja s Čehovim oziroma tudi ne s Tolstojem. Tako da jaz sem se v bistvu v celo življenje počutil človek Dostojevskega in nekako sem začutil prav potrebo odpreti in zastreti Tolstoja. In se mi zdi, da je nekako dobiva v 21. stoletju eno morda možnost za neko novo razumevanje. Rusija v času napoleonskih vojn kot Pandurjeva gledališka metafora česa? Je metafora marsičesa, morda Slovenije v Evropski uniji, morda katerekoli države, ki pripada enemu širšemu konceptu, eni širši ideji, neki zvezi narodov. Torej osvajalna Napoleonova ideja je bila zelo blizu ideji današnje Evropske unije. Združena Evropa je z edino razliko, da je seveda Napoleon želel biti tudi car te Združene Evrope velike. Rusija pa kot fenomen, ki se mi zdi predvsem v 19. stoletju mračen, najmračnejši pravzaprav primer ene svetovne temnice, v kateri ždijo in v kateri se borijo za preživetje mali ljudje. Z glasbeno metaforo prihodnosti je ikona art pop avantgarde Laurie Anderson ime več prijemov in invencij v glasbi posegla v prostor in čas. Umetniški akt kot absolutna sedanjost in živost trenutka. Spomnim se, kako je Laurie Anderson se navdušila nad izdelovalcem neke podpore za violino. In potem smo napeli vse sile in ga dejansko pripeljali iz okolice Celja, da so se dobila in mislim, če se ne motim, da zdaj igra z po svetovnih odrih slovenskim nastavkom za violino, kar ji pomaga pri držanju roke. To so neki mali detajli, ki pa seveda so v takšno leto. Finski Turku in Tallinn v Estoniji sta nosila naslov kulturne prestolnice Evrope leta 2011. Slogana projektov sta bila podobna. V Turkuju kultura dene dobro, v Tallinnu kultura kliče. Mariborski refren je Zavrtimo skupaj. Leto 2013 bo zaznamovalo mesti Marseille in Košice. Štajerska prestolnica je naslov že predala. Priložnosti, izzivi in tveganja ter premeščanje in pozicioniranje v nadaljevanju. Mais je sais que Maribor, capitale européenne en 2012, a été une grande réussite
Et je pense que justement, ça fait honneur à l'ensemble des capitales européennes de la culture. Aujourd'hui, ce soir, vous nous transmettez la lumière de Maribor à Marseille. Et évidemment, cette lumière va être le point de départ de la mise à feu et de la grande clameur qui va partir de Marseille, inonder la Provence et que peut-être vous entendrez jusqu'à Maribor. Ideja prestolnice Evrope, ta kulturni, politični in gospodarski projekt, se vsako leto zapored predlaga interpretaciji, selektivni variaciji. Vsaka izdaja deluje kot interpretativna gesta. Kulturne ambasade so novost v seriji naslovov prestolnic. Gostile so tako minule kot prihodnje države nosilke naslova. Sodelovale so evropske in neevropske kulture. Vsekakor smo skozi ta program najbolj pokazali to evropsko dimenzijo, ki jo zahteva že Evropska komisija v vseh dokumentih in pripravah na izvedbo tega projekta. Torej, prikazali smo 16 različnih kultur z vsemi svojimi posebnostmi v Mariboru in 15 iz celega sveta. S tem smo izpolnili to evropsko in tudi svetovno dimenzijo, pokazali na različnost in hkrati bogatstvo evropske kulturne dediščine, kar je za ta projekt zelo pomembno. Pozdravljeni, Mitja Čander. Pozdravljeni. Pri projektu Kulturne prestolnice Evrope gre vselej za branje motiva, ki ob branju formulira svoje lastne teze. Kaj je specifika Maribora 2012? Osnovni motiv Maribora 2012 je gotovo bila nekakšna reanimacija mesta, impuls v iskanju neke nove identitete. Maribor je velikokrat doživljal identitetne prelome, izrazito seveda tudi v času tranzicije, ko se je nekako zaključila ta proletarska industrijska mentaliteta mesta in Maribor želi staviti na kreativnost, na znanje in seveda tudi na neko solidarnost med ljudmi kot neke priložnosti, identitetne priložnosti za prihodnost. Pri projektu gre za notranji dinamizem. Razvili ste 4 osnovne programske sklope. Kaj je bil motiv? Osnovni princip je bil izhajati iz mesta samega. Vsako mesto mora najti svojo zgodbo, svoj slog, to pa lahko naredi le tako, če izkoristi lastne potencijale in skuša odgovoriti na lastne potrebe. Veliko smo razmišljali o tem, kaj Maribor potrebuje in kakšen potencijal ima, zato smo prišli do teh 4 temeljnih programskih sklopov in 3 programskih entitet, s katerimi smo želeli zaobjeti mestno zgodbo in ji dati nek posebni impuls od ključev mesta, kot nekega humusa, kot neke podlage, kjer se ukvarjamo z mestno identiteto, do urbanih braz, ki se ukvarja za razliko od ključev mesta, ki se ukvarjajo s centrom mesta, z robovi mesta, življenjem na dotik kot neko digitalno, multimedijsko platformo, terminalom kot tistim odskočiščem za umetniške presežke in pa z vsemi ostalimi entitetami, ki se ukvarjajo z mednarodnim sodelovanjem, univerzo in ne nazadnje z ljudmi s posebnimi potrebami. Želeli smo zaobjeti konkretno mesto Maribor in ga nekako odpreti tako navznoter kot navzven. Za sleherni projekt je pomemben dan potem, uspešnost se meri v nadaljevanju. Kakšna je vaša ideja produktivnih ponovitev? Jaz predvsem mislim, da smo letos dali veliko zastavkov, veliko konkretnih idej, konkretnih projektov, ki lahko vsaka zase živijo naprej, predvsem v povezovanju z drugimi mednarodnimi in pa vse slovenskimi partnerji. Seveda pa si sam želim, da bi predvsem ta osnovni občutek letošnjega leta, atmosfera letošnjega leta, ko se je mesto vendarle prebudilo, postalo živahno, bolj samozavestno, bolj kreativno, bolj ustvarjalno, da bi ta generalna atmosfera šla naprej, da bi imela ob sebi takšne okoliščine, ki bi jo spodbujale in da se ne bi zgodil zopet nek potop v neko popolno depresijo, ki je za to mesto vendarle v osnovi bila značilna.
Gotovo so tukaj posebna priložnost evropska sredstva. V prvi vrsti mislim na sredstva tako imenovanih strukturnih skladov, za katera si sama Republika Slovenija lahko postavi lastne prioritete in vkolikor bo prepoznala kulturo kot razvojni dejavnik, ki vpliva tako na socialnem kot na ekonomskem polju na razvoj družbe, potem je seveda velika priložnost, da celotna vzhodna kohezijska regija s pomočjo teh evropskih strukturnih sredstev lahko absolutno razvija vse te zadeve iz letošnjega leta naprej in seveda tudi hkrati odpira nove zgodbe. Vzhodna Slovenija potrebuje razvojni impuls in letošnje leto je pokazalo, da je lahko prav kultura eden od pomembnih elementov prihodnosti. Mesto je kljub velikopoteznim načrtom ostalo brez nove kulturne infrastrukture, pa bi nujno potrebovalo vsaj obnovo Rotovške knjižnice in novo umetnostno galerijo Maribor. Res je, praviloma ob takšnih projektih se zgodi vsakemu mestu tudi določena nova infrastruktura. Res je, da je Maribor načrtoval kot mesto novo infrastrukturo v nekih drugih časih, v časih gospodarske rasti, vmes se je zgodila recesija, pa vendarle je dejstvo, da je Maribor ostal brez ene same res velike infrastrukturne pridobitve, brez knjižnice, brez galerije in še brez marsičesa drugega in verjetno se je zamudil tisti čas, ko bi bilo treba staviti na res eno ali dve prioriteti, tako da bi vsaj nekaj v tem smislu mesto ostalo. Je pa seveda to priložnost za prihodnost, predvsem pa bo potrebno razmišljati, kako prenoviti obstoječo infrastrukturo in kako pridobiti novo z obnovo denimo industrijske dediščine, ki je seveda v Mariboru neizkoriščene precej. Hvala lepa. Hvala lepa. V Maribor sem jaz osebno prišel, da pomagam vzpostaviti neko digitalno dimenzijo Evropske prestolnice kulture. Prenos čim bolj zaokrožene informacije, kaj se dogaja v Mariboru, kaj se dogaja v partnerskih mestih, kaj se dogaja v regiji, kaj se dogajalo v okviru Evropske prestolnice kulture na nek širši nivo. Vesel sem, da puščamo za sabo neke sledi, nedvomno puščamo za sabo neke sledi, tako v izdelkih, tako v arhivu, ki se bo zgodil, ko se bo že življenje dotik zaprl, v izkušnjah mladih ljudeh, v povezovanju mladih ljudi. Naša spletna stran Življenje na dotik deluje po eni strani kot medijska platforma, po drugi strani pa kot projektno stičišče nekih digitalnih projektov oziroma nekih tekstovno, video, fotoprodukcije, ki se steka tja, ki daje neko refleksijo na dogajanje celotnega EPK-ja in hkrati vse z nekim družbeno-kritičnim momentom, ki ga vedno poudarjamo. Žanri, ki smo se jih lotili, so precej raznoliki. Gre od čist najbolj klasičnega, možnega, recimo temu internetnega novinarstva, v tem smislu, da greš nekam, pa posnameš predavanje ali pa izjave potem. So pa tudi drugi žanri, ki so daljši kot te kratke spletne forme ali pač drugačni kot dolga predavanja. To so pa neki bolj zahtevnejši dokumentarci. Je dokumentarc pravzaprav o festivalu Lent in o tem, kako je nastajal. Drug je dokumentarec o portugalski Evropski prestolnici kulture, ki je bil spored na Mariboru. Tretji pa o nam zelo zanimivem projektu urbanih skupnostnih vrtov. V okviru društva Smehomat, ki je v bistvu koproducent in za video in za te intervencije, smo izvedli natečaj že v začetku leta 2012 in smo v bistvu dobili kar veliko enih prijav. Želeli smo si predvsem neke kritične, angažirane stvari, ki bi jih kot neke drobce puščali po mestu in bi kot neke zasede čakali Mariborčane, ki se sprehodijo skozi center. In izbrali smo jih pol nekaj čez 10 in izvedli skupaj okrog 14 nekih mini dogodkov. Županova hči vre mleko. Definitivno smo imeli velike oči na začetku, mogoče malo večje, kot smo jih potem dejansko bili sposobni uresničiti, tudi zato, ker
Smo vendarle omejena, mala ekipa z omejenimi tehničnimi, finančnimi sredstvi, ampak kljub temu nam je z neko mešanico nekega videogverilstva pa zagnanosti uspel kar precej. Puščamo razgibano digitalno sfero, na kateri smo poskušali pogumno, če že ne vedno uspešno, različne prijeme, različne koncepte, različne načine. Po mojih informacijah bo taka konkretni novum na tem področju digitalnem najbolj zaokrožen arhiv Evropske prestolnice kulture do zdaj. Za sleherno regijo so globalni lokalni igralci vrata v sosednje regije. Sledi pogled na zanimive improvizirane prireditvene prostore vzhodne kohezijske regije. Med uprizoritvenimi prostori izpostavljamo zapuščeno halo nekdanje tovarne TVT Boris Kidrič, prizorišče čarnega in demonskega sveta Goethejevega Fausta. Zgodba Fausta, ki se pusti premamiti hudiču, Goethejeva bralna drama v podobi spektakla, je bila postavljena v zapuščeno industrijsko halo. Predstava je bila prvič uprizorjena v času prestolnice kulture 2007, ko je naslov nosilo romunsko mesto Sibiu. The performance was meant to be on a large physical scale, so we needed a very big space. No theater could have such a space, certainly not the theater of Sibiu. And we tried to look for an adapted space. And of course, fortunately, in Romania, it's here, a lot of factories are destroyed and abandoned. So there is a rich treasure of abandoned industrial spaces. Delo Goetheja, zadnjega klasika Evrope, je romunski režiser predstavil v nekdanjo tovarno vozil in toplotne tehnike, ki je nasledila delavnice za popravilo železniških vozov južnih železnic. Otočec, prizorišče na Dolenjskem, pa je nosilec pomena povsem drugačnega kova. Poezija Antona Podbevška in Srečka Kosovela, ki je želel združiti misel o prenovitvi človeka s svojimi konci, je bila v središču gledališko-glasbene akcije Človeka z bombami, postavljene na Otočec. Vem, da sem pil to pesem, to strašno pesem. Režiser Matjaž Berger je v središče postavil novomeško pomlad, začetni dogodek slovenske zgodovinske avantgarde in vprašanje, ali lahko beseda funkcionira kot bomba. Prizorišče deluje kot svojvrsten podij, namenjen ponovitvi novomeške pomladi, ki so jo nekateri interpretirali kot puč, ki je prevetril slovensko literarno-umetniško ozračje. Tudi sodobno mesto se širi proti robovom v krajino in spodbuja dinamiko sprememb. Z novimi priložnostmi, izzivi, s tveganji se sooča skupina raziskovalcev, sodelavcev urbanih brazd, ki iščejo rešitve za okoljsko, prehransko in gospodarsko krizo. Tako razvijajo programe dobrih praks, alternativne in avtonomne produkcije. Projekt skupnostnega urbanega vrtnarstva je postavljen v Borovo vas, gosto naseljeno mariborsko mestno četrt. Gre za ekološki, kulturni in socialni poseg v lokalno okolje. Na začetku leta 2011 smo skupaj še z drugimi raziskovalci v okviru urbanih brazd začeli proučevati mariborske vrtičkarje. Začeli smo proučevati v bistvu vrtove in zgodovino vrtičkarstva v Mariboru in nekje okrog marca 2011 že podali mestu prvo zamisel o nujno potrebnem zaznani potrebi v Mariboru po novih vrtovih, ampak ne navadnih vrtovih, temveč skupnostnih urbanih ekoloških vrtovih. Je zdaj bila varianta služba, preobleč se, vrt. Pač odvisno, ko je bilo treba vodo od doma nositi, je to tudi malo trajalo, ne? Ampak najde se zmeraj, se najde pa nikoli ni konec.
jaz dostkrat povem ti star vic, ko je kuža prišel pred ogledalo, pa je začel kazati zobe. Mu je on in nazaj zobe kazal. Če bi kuža začel mahati z repom. To je res neko druženje, neka skupnost. Ne? To nam manjka. Recimo, če bi jaz zdaj ne bi vrta imel, verjetno na računalniku bil ali pa bi televizor gledal, ali pa k ženi zavese gor pa dol vlača. Pa se stal. Vse to ni bistvo življenja. Ne? Bistvo je, da si zunaj, da si na svežem zraku, pa da se družiš. Ne? Trajnostna lokalna pridelava hrane, temelječa na sončni energiji, nosi potencial razvitja velike zgodbe modernosti. Projekt trajnostno lokalne preskrbe, ki so ga Urbane Brazde začele izvajati na območju Slovenskih goric, natančneje Jurovskega dola, je bil zamišljen tako, da bi povezali pridelovalce, kmete iz enega lokalnega območja in za spodbudo, da se preusmerijo v ekološko kmetijstvo, se med sabo povežejo, tako da svoje izdelke za skupno ponudbo lažje ponudijo na trg, je potem nastala zadruga Dobrina, ki povezuje te kmete. Te njihove izdelke pa je potem bil cilj, da se dostavljajo v obrate javne prehrane na območju Maribora. V Evropi je praksa oskrbovanja z lokalno hrano javnih obratov bistveno večja kot tukaj. Ne? Ponekod v evropskih državah morajo obrati javne prehrane, se pravi šole, vrtci, zagotoviti že preko 50% teh izdelkov ekoloških. Ne? Globalizacija na nek način je povzročila, da smo ljudje na tej mikroravni pozabili na svoje zmožnosti, na moči skupnosti, da sama deluje. Ne? In tovrstni projekti, takšne iniciative pač dokazujejo prav to, da te moči skupnosti obstajajo in da je mogoče na tej ravni spreminjati družbeno okolje. Urbane Brazde vključujejo tudi problematiko migrantske populacije. Aktiv Rizom se osredotoča na politiko migracij in aktivno vključevanje migrantov v družbo in kulturo. Osnovna ideja je bila postaviti platformo, informacijsko platformo za prosto dostopnost do znanja, do informacij. Do tega smo se lotili enostavno zaradi tega, ker populacija, s katero smo delali, to so migranti, to meni delavci iz bivše Jugoslavije in pa prebežniki iz ostalih predelov sveta, večina iz Afrike, nima v Mariboru v bistvu nekega kraja, prostora, kjer bi lahko dobila vse informacije na enem kupu. S položajem Romov, družbeno marginalizirane manjšine, se ukvarja Združenje Frekvenca. Izdali so slovensko-romski slovar, ki vsebuje več kot 20 000 gesel jezika romske skupnosti na območju Maribora, ki izhaja iz jezikovnega prostora Kosova. Smo naredili velik premik na področju jezika. Predvsem jezika, ker je bilo neverjetno, da 2 leti nazaj, ko smo začeli delovati kot skupina v okviru Urbanih Brazd, tudi v mariborskem prostoru ni bilo nobene literature, celo v romščini ni bilo nič podobnega, ne? Niti nobenih tečajev, niti knjig, niti slovarjev. Ne? Nekatera druga področja v Sloveniji to imajo. Recimo na Dolenjskem je vsaj nekaj, v Murski Soboti oziroma Prekmurju tudi. Maribor kot torej območje, kjer živi največja romska skupnost, tega ni imel. In mi smo uresničili nekaj od tega. Ker romski jezik nekako je neživno, če smemo uporabiti to besedo, kar se mi zdi zelo žalostno. Se pravi, če v moje generacije ljudje že več ne govorijo materinega jezika, potem take moje otroci tudi ne bodo. In če ni oprijemljivih, se pravi, materialov, slovarjev, knjig o sami kulturi in jeziku, potem se je tudi ne morejo učiti. Mogoče smo mi bolj stavili na to, da bi vsaj dosegli te cilje, ki smo si jih zadali, ampak ta dolgovidnost ljudi, ustvarjalcev na programu, kaže, da dejansko, ko pride ta participacija od spodaj, ravno ti ljudje pokažejo, da je to lahko neka vizija in v bistvu jo postavijo dolgoročno, ne zgolj do dosega nekega cilja. Prestolnica kulture tako nastopa proti diskriminaciji in segregaciji. Zavzema se za vključevanje deprivilegiranih, za skupine, ki v sodobnem svetu našega časa postajajo najprej pogrešljive, potem nepomembne in končno nevidne.
Med novimi najetimi prostori je skupnostni center alternativne in avtonomne produkcije na Studencih. Gre za prostor, ki povezuje socialne in ekološke iniciative ter socialno podjetništvo. Pozdravljeni, Suzana Žilič-Fišer. Kakšen je bil poseg v mestno tkivo, odziv meščanov in kaj govorijo številke? Glede na to, da je to projekt, ki je od vsega svojega začetka imel stalno popotnico precej neugodne okoliščine, je bilo z velikim zadovoljstvom ugotavljamo, da pa so se meščanke, meščani so se na nek način poistovetili s projektom. Je pa po eni strani številka 5230 dogodkov na eni strani, po drugi strani pa izjemno povečan obisk turistov, približno 60%, po drugi strani 35% povečanega obiska v primerjavi s prejšnjim letom na področju nočitev in to so tudi ti jasni ekonomski učinki, ki bodo v mestu in tej regiji ostali. Če bi izpostavili zanemarjene kotičke, ki se jih prestolnica kulture ni dotaknila, poškodovane vogelne kamne, ki so ogrožali koherenco zgradbe, kaj bi lahko rekli? Po eni strani je tudi pomembno izhajati iz dejstva, da ko se je kandidiralo za projekt Evropske prestolnice kulture, ko sta se takrat mesto in potem tudi država zavedali, da želite imeti ta projekt, je bilo to obdobje drugačne, je bilo obdobje ekonomske rasti, seveda, in seveda se je pozabilo, da se bo pa Evropska prestolnica kulture izvajala v drugem obdobju in seveda to pa je obdobje recesije in seveda te ekonomske posledice seveda so imele tudi posledice za seveda finančne vidike Evropske prestolnice kulture, ki je seveda morala delovati v drugačnih, bolj skromnih razmerah, pa vendar je bilo potrebno izhajati iz precej realnih ciljev, ki so seveda na koncu pomenili, da vendarle tudi takšni cilji lahko prinesejo neke miselne premike. Koliko finančnih sredstev je imel na voljo Zavod Maribor 2012 za izpeljavo projekta? Ves projekt od svojega začetka 2006 do konca 2012 je vreden približno 30 milijonov. To so sredstva, ki so bila namenjena tako v procesu kandidature, torej priprave tega projekta na različnih ravneh, in pa to je seveda velik del teh sredstev, programskih sredstev, ki so pomenila spodbujanje tega kreativnega potenciala v tem letu. V tem letu je ta projekt veljal dobrih 20 milijonov evrov. Hvala lepa. Hvala. Je ideja bila ta znamenita fraza Maribor mesto brez korenin, ne? Kot vemo, kako se je dogajalo v 20. stoletju s to menjavo prebivalstva in je bilo treba najbrž za eno tako korektno, pošteno povedano zgodbo seči v zgodovino in na ta način spet spraviti ljudi, meščane v dialog z svojim prostorom. Ne?
Maribor na zgodovinski podij pravzaprav stopi v 12. stoletju, a zgodba njegove kulture se je zares začela kasneje z Judi. Ti so odigrali pomembno vlogo pri vzponu mesta v poznem srednjem veku, njihov izgon pa je ena večjih mestnih katastrof. Nikoli nisem govoril hebrejsko. Tukaj gre za dokumentarno igrani film. Ko sem prebral scenarij, se mi je zadeva zdela izjemno zanimiva, prav o teh, kako je nastalo to ime, okoli Maribora in tako. Iz štajerske prestolnice prihaja človek, ki mu natisnejo knjigo že pred Trubarjem. Izrael Isserlein je bil med najpomembnejšimi rabini, znan kot zadnji veliki rabin avstrijske tradicije srednjega veka. V virih je pogosto imenovan tudi po mestih, v katerih je živel, tudi kot Izrael iz Maribora. Črna smrt kuga je po teh ulicah večkrat kosila. Na kugo z konca 17. stoletja spominja kužno znamenje na glavnem trgu, ki je bil skozi stoletja najbolj prometno vozlišče v mestu. Njegov avtor je Jožef Štraub. Projekt Evropa v muzeju, muzej v Evropi stavi na mobilnost evropskih muzejskih zbirk. V Pokrajinskem muzeju so bila na ogled dela nekaj bratov te kiparske družine, ki so delovali po različnih delavnicah. Jožef Štraub se je uveljavil v Mariboru. Bavarski nacionalni muzej v Münchnu ima v lasti več del Janeza Krstnika Štrauba. Med njimi je kip Marije z detetom, ki ga je posodil Pokrajinskemu muzeju. Also schon der Großvater der Brüder war Tischler, der Vater dann war eben Bildhauer, bei dem haben die Brüder auch gelernt. Und Johann Baptist Straub ist der, über den wir am meisten wissen, der auch am längsten aktiv war, der fast 50 Jahre lang als Bildhauer tätig war in München und da wirklich eine ganz zentrale Figur des europäischen Rokoko ist. München war ein sehr bedeutendes Zentrum und Straub war über lange Zeit die führende Figur. Die anderen großen Künstler haben dann bei ihm gelernt, wie Ignaz Günther. Auch Messerschmidt war zeitweise bei ihm. Moram reči, da je v času, ko sem nabirala kolege za sodelovanje pri projektu Evropa muzejev, Muzej v Evropi, bil zelo velika ali pa dobra vstopnica znamka Evropske prestolnice kulture. Seveda so potem kolegi direktorjev oziroma kolegi kustosov projekt pregledali in moram reči, da so ga vsi do zadnjega ocenili kot zelo vitalnega in zelo sodobnega. Namreč mobilnost muzejskega gradiva je danes prva strokovna skrb muzejskih delavcev. Trenutek, ki izstreli Maribor v orbito, ga dokončno ustoliči za nek duhovni center štajerskih Slovencev, je pa 4. september 1859, ko Anton Martin Slomšek z izredno pomembno potezo na mesto Celja, kateremu se dolgo nagiba za sedež lavantinske škofije, na mesto nekdanjega Šentandraža izbere Maribor. Verjetno ga pri tem v odločilni meri vodijo tudi narodnostni oziri, saj se zaveda, da bo center škofije tako daleč na severu pomenil tudi neko rešilno bilko za štajerske Slovence, ki bi se sicer germanizirali. In letos, ko je Maribor Evropska prestolnica kulture, se nam je zdelo skoraj nujno potrebno, da odpremo tudi ta ključ Maribora, ker konec koncev nadškofijski arhiv v Mariboru, ki je ga Slomšek predstavil semkaj iz Šentandraža, hrani 800-letno zgodovino tega področja. Drugo polovico 19. stoletja zaznamujejo nacionalni boji. Maribor spada v nemški trdnjavski trikotnik skupaj s Ptujem in Celjem. Prvi sicer ime Maribor namesto nemškega Marburg uporabi pesnik Stanko Vras, Ilir iz Štajerja, ki ga je imel Prešeren za Hrvata.
To bi veljalo tudi mogoče v Evropski prestolnici posebej poudariti, ker ne verjamem, da je še kakšen pomemben kraj v Evropi, ki so mu pesniki dali ime. Prepričan sem pa, da mesto po tem letu ne bo in ni več takšno, kakršno je. Predvsem se mi zdi, da je opaziti spremembe pri mlajših. Ne gre več za isti način komunikacije, celo ne gre več za isti jezik, za iste finte, ki smo jih včasih imeli Mariborčani in so bili mnogokrat pritlehne. Gre za neki nov način pogovora, za nek nov duh, ki po moje se bo pri mlajših samo še razvijal in iz tega duha lahko pride do pritiska od spodaj na občinske strukture, da preprosto vsa stvar ne usahne, ampak da gre naprej. Sledi zgodovina jezikovnih iger tega prostora. Mariborska politika je bila v 90-ih let 19. stoletja zelo nemško radikalna. Nemci so močno zaznamovali mesto ob Dravi. Med najuspešnejše zastavke Maribora 2012 spada razstava Nemci in Maribor, ki tematizira stoletje preobratov med letom 1846 in 1946. Prestolnica kulture je z razstavo tvegala in dobila. Misliti pomeni vselej misliti proti evidenci. Razstavo si je ogledalo več kot 14.400 obiskovalcev. Razstava je predstavila politični okvir stoletja. Mestni kulturi se je približevala tudi od spodaj na način mikrozgodovine in tako po svoje tudi prevračala družbeno hierarhijo, ki razvršča po pomembnosti. Naj vam izdam dejstvo, da je bil Maribor v kulturnih rubrikah evropskih časopisov prvič predstavljen in objavljen, omenjen 1846, ko se začne ta razstava in sicer koncert Franca Lista v Viteški dvorani v Mariboru. Do radikalizacije nemške politike v mestu je prišlo ob koncu 19. stoletja, v času ustanovitve nemške liberalne stranke imenovane Deutsche Volkspartei, ki je želela razpad Avstrije. Razstava je bila več kot potrebna. Po vseh teh desetletjih zamolčanosti in neke vrste tabu temi se mi zdi, da je bilo nujno potrebno osvetliti tudi ta del zgodovine. Saj vemo, da pred Prvo svetovno vojno je v Mariboru večinski živelj bil nemški. Saint-Germainska mirovna pogodba z Avstrijo septembra 1919 je Maribor in skoraj ves Slovenci naseljeni del nekdanje vojvodine Štajerske namenila kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. Za mejo so določili Muro, večji del Radgone je pripadel Avstriji, Maribor pa zaradi upoštevanja Maistrove zasedbe kraljevini SHS. Ta razstava je pa prinesla neko povezavo tega v celoto in odpiranje mogoče refleksije o nekem delu zgodovine mesta, ki je bil v nekem obdobju mogoče malo manj poznan od drugih. Projekt je bil postavljen v veliko kavarno, izjemen razstavni prostor, ki bi ga veljalo še uporabljati. Ta prostor buržoazije je v teh dneh tudi prizorišče pogleda na ključne akterje srednjega sloja slovenske Štajerske. Gre za preplet javnega in zasebnega, za vznike vsakdana v kodu politike. Med izpostavljenimi liki je tudi general Rudolf Maister, ki je imel v svojem stanovanju eno najbogatejših zasebnih knjižnic na Slovenskem. Tokratna razstava sledi sodobnim muzeološkim izhodiščem in nadgrajuje dosedanje muzejske predstavitve te teme. Skozi življenjske zgodbe izbranih posameznikov predstavlja vlogo, omiko, znanja, kulturo, razmišljanja in moč meščanov iz obdobja med obema vojnama na slovenskem Štajerskem. Živilska industrija je svoje dni zasedala vidno mesto. Ob nastanku kraljevine SHS so bili v mestu 3 veliki parni mlini, med njimi Šerbaumov. V nekdanji Šerbaumovi vili danes domuje Muzej narodne osvoboditve, ki izpostavlja historične točke obrata, ki so mesto zaznamovale. Tudi industrijo, ki je v 20. stoletju Maribor dvignila in ga tudi pahnila na rob prepada.
Tovarna Zlatorog, torej Skrivnosti lepote, tovarna Zlatorog Maribor, kakor je naslov razstave, je del omreženega projekta Evropske prestolnice kulture UF Industrije. Poudarek tega največjega mrežnega projekta Evropske prestolnice kulture je bil na kreativnosti industrije. Torej, kako je industrija vplivala na to, kaj pojmujemo kot lepo, kaj je zaželjeno. UF Industrija je skupni naslov 6 razstav o usodi reprezentativnih industrijskih podjetij na Slovenskem, postavljenih tudi v partnerska mesta. Tematizirajo industrijsko dediščino in vlogo strojev. Gorenje, industrija motornih vozil, Mura, Talum in železarna Ravne kot središča industrijske dejavnosti. Prestolnice kulture z naborom kanoničnih del, predvsem pa z eksperimentalnimi projekti s posegi v družbo, puščajo sledi. Maribor je v središče postavil notranji dinamizem. Hvala za pozornost, lahko noč.